Dobar dan. Dobar dan. Pika, a veš, zakaj danes nismo v šoli? Ko pa izvem, kakšna golfija, kakšen praznik, od katerega mi ne hodimo v šolo, nič nimamo. Ni praznik in tudi nedelja ne, ampak počitnice! Lepa reč, saj sem rekla, da je kakšna golfija. Vidva imata počitnice, jaz pa isto kot zmeraj. Ni pravice na svetu. Ampak Pika, zdaj bomo lahko vsak dan skupaj. Lahko bomo hodili na izlete. Že danes bi naprimer lahko šli na izlet na tisti otok, na tistem jezeru in se igrali brodolomce. No ja, v svojem življenju sem se že kar na brodolomila. Ampak človek mora take stvari zmeraj in znova vaditi. Se pravi, banda gusarska, gremo! Voda je vdrla v podpalubje, vse moštvo k črpalkam. Čoln se potaplja. Rezi se, kdor se more! No, pa smo rešeni. Vsaj za zdaj, če že tle ni ludožercev in levov. Kaj je, Pika? Zdi se mi, kot da sem slišala škrtanje divjega ludožerca. Ker to bi res ne imelo nobenega smisla, da se rešiš sam zato, da te skuhajo s česnom in peteršiljem. Jaz mislim, da tukaj ni nobenega ludožerca. To se sam tako zdi, ker so se poskrili v grme in nas opazujejo. Ali pa sedijo v svoji luknji in študirajo kuharsko knjigo. Ampak to vama pa rečem, če me bodo servirali s korenji, tega ne bom nikoli odpustila. Sovražim korenje. Oh, Pika, ne govori tega. A ga ti tu ne maraš? Bravo, Anica. No. Zdaj bomo pa zakurali ogenj. Pa ne, da znaš narediti ogenj tako kot Indijanci. Ne, ampak mrzle prste imam in če jih zdrgnem, me to ogreje. Sicer so pa tam vžigalce. Tako, zdaj se nam pa tudi divje živali ne bodo upale približati. Kakšne divje živali? Komari. Pa seveda tudi levi. 15 strahov na krsti mrtvega moža, ki pojejo hola in steklenica ruma.
Pika, mene je strah, ko tako lepo ješ. Meni je pa všeč in ko bom velik, bom šel na morje in postal gusar, tako kot ti. Krasno! Midva, Tomaž, bova strah in trepet Karibskega morja. Ropala bova zlato in diamante in na pustem otoku bova imela v temni votlini skrivališče in 3 blede okostnjake, ki bodo čuvali najin gusarski zaklad. Kaj pa jaz? Ker jaz nočem biti gusar. Ti boš šla z nama in brisala prah na klavirju. A slištaš v meni oceana? A lahko jemo z rokami? Kar daj, če ti tako paše. Ampak jaz bi se rajši držala stare navade in bom jedla kar z usti. Pika, saj veš, kaj sem mislila. Kaj je to? Kaj se to sliši? Najbrž kakšen nestrpen ludožerc, ki ne ve, da se najprej mi najemo, ker bomo bolj slastni in hrustlavi. Ampak Pika, nekdo prav zares prihaja. Lahko pa da je tudi kakšen lev, ki je tako lačen, da se še ognja ne ustraši. Pika, mene je strah. No, da vidimo. Oče, urazi, kako si zdrav! Rolnica je uraziči, roleta perminnica. Tudi ti si zrasla. Povej, ali si še tako močna? Še bolj, pa ti, a si še zmeraj ludožerski kralj? Mar se ne vidi? Sej sem vedla. Sem štorasta. Tole sta pa moja prijatelja Tomaž in Anica. To je pa moj oče, njegovo veličanstvo Evrazij Dolga Nogavica. No, zdaj sem postal poglavar Kusom Kara, ki v jeziku tuka taka pomeni debeli poglavar. Ampak vidim, da ste zabavo kar začeli. Najbolje, da pokličem se svoje mornarje. Sem kralj otoka Takatuka, Sagaragamaka, Sagaragabuka. Taki tuki, to sem jaz, taki tuki ima oblast. Takatuki, to sem jaz, taki tuki ima oblast. Tuki taka je navada, da ta najbolj močen vlada. z močno roko se deli pravica. Tam, kjer vlada Dolga Nogavica. Tam je sonce, tam je morje, Tam si sol dobre volje. tam veselja je na tone. Tam še sladke so limone. Tam denarja ne poznajo, Vse, kar rabijo, imajo. jaz sem kralj otoka Takatuka. Sagaragamaka, Sagaragabuka. Raga, buka!
Tako lepo sej, mamo. Sploh zdaj, odkar si ti tukaj. A dejta no. No, res, toliko reči se nam zgodi vsak dan. To je pač zato, ker smo še majhni. Ko bomo veliki, resni gospodje in gospe, se bomo pa dolgočasili, imeli smešne obleke, pa slabe živce, pa kup skrbi, pa kurje oči, pa davčne številke, pa neugodne kredite. Reče se neugodne kredite. V vsakem primeru to ni nič zabavnega. Ja, odrasli so res grozni. Mislijo, da bo vse narobe, če si pri kosilu takneš nož v usta in še polhen takih neumnosti. In tudi igrati se ne znajo. Le zakaj je treba postati velik? No pa je rekel, da je treba. Če se ne motim, imam nekje še nekaj tistih kugelc. Misliš kroglic? Če sem rekla kugelc, sem tudi mislila kugelc. To so zelo dobre kugelce za tiste, ki nočejo postati veliki. Tle so. Grah! Ti bom jaz dala grah. To so kugelce pregelk. Dal mi jih je stari indijanski poglavar v Rio de Janeiro, ker sem mu rekla, da mi ni nič do tega, da bi postala velika. In po maja ti vzameš te kroglice? Seveda, ampak pojesti jih moraš miže in zraven tega reči: ljuba kugelca pregelk, nikdar nočem jesti biti velik. Hočeš reči velik? Velik. Zapomnim si to. Velik. Ker v tem je stvar. Vsi namreč rečejo velik. In to je pol najhujš, kar se ti lahko zgodi. Enkrat je recimo en fant jedel te kugelce in pol rekel velik namesto velik. Začel je rast, da je bilo groza. Po več metrov na dan. Pika, jaz se ne upam pojesti te kroglice. Kaj če bom narobe rekla? Kaj če bom rekla kroglica namesto kugelca? Brez skrbi, Janica, gotovo boš rekla prav. No? Zdaj, Ljuba kugelca pregelk, nikdar nočem jaz biti velik. postali veliki in ne bomo dobili kurjih očes in takih neumnosti. Ampak Pika, saj si vendar hotela postati gusar, ko boš velika. Saj bom to lahko še zmeraj. Bom pač mejhan, ampak zato toliko bolj hud gusar. Pomislite sam, če bo čez ogromen let prišla mem kakšna teta in nas bo videla, kako tekamo in se igramo na vrtu. In bo vprašala recimo tebe, Tomaž: "Dober dan, fantek, koliko si pa ti star?" In ti boš rekel: 53. Najbrž se ji bom zdel zelo majhen za svoja leta. Če so kugelce zadost močne, ji boš lahko celo rekel: "Ko sem bil mlajši, sem bil nekoliko večji." Čeprav me malo skrbi, ker so bile kugelce nekam dolgo v omari. Upam, da jim ni pošla moč. Ampak zaenkrat dober kaže in se mi še ne dozdeva, da bi se kaj starala. Če pa slučajno ne bodo delovale, bom pa, kar se mene tiče, zelo huda. No, ne vem, morda mi bo pa pol še všeč. Dajmo se naprej igrati.
Preživeli smo lepe trenutke ob tej igri, zato smo dolžni v imenu pristave izreči našo iskreno zahvalo vsem, ki jih bomo sedaj imenovali. Najprej režiserju Dominiku Oblaku za ves trud, ki ga je vložil v izvedbo te igre. Prosim. Andreju Golobu za izdelavo scene, naj se približa na oder. Marku Čopu in Aleksu Zarniku za zakulisno delo, naj se približata. Metki Magister in Metki Oblak za maskiranje. Naj se približata. Lučki Jereb Oblak in Maruški Batagel Klemenčič za potrpežljivo šepetanje, naj se približata, prosim. Aleksu Šucu za luči, prosim. Adrianu Gaserju, Kristjanu Kopaču in Luki Kenda za zvok. Naj se približajo. Marianki Ažer Berant,
Anki Saveli Gasser in Pavletu Erjavcu za pomoč pri glasbi. Naj se približajo. In Beti Petkovšek Mauric za plese. Naj se približajo. Poleg tega pa tudi Rožci Esih in sodelavkam Nevenki Golob, Zofiji Modic in Ireni Grohar, ki so nas tako dobro postregle s kosilom. Prosim. Tako se prav posebno zahvaljujemo vsem staršem Prešernove šole, članom pristave, naši mladini, članicam Pristavske zveze Mater in žena, odboru pristave in vsem, ki so na katerikoli način pomagali pri izvedbi naše obletnice, posebno vsem nevidnim sodelavcem. Kot zaključek te slavnosti bomo skupaj zapeli še našo izseljensko himno Slovenija v svetu. Ja napojmo ti iz svojega srca, naj pesem naša zaloni, od zemlje do neba. Slovenija, naj skupni dom, jezik zeli metan, naj zlato te obdavje Bog, glorja do neba. Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim te seboj. Jer dom je moj, ker sin je tvoj, tam si Slovenija. Slovenija, moj dom brez mej, nosim te seboj. Jer dom moj, ker sin je tvoj, tam si Slovenija. Narod svobodnjakov rod, sive voli sam. Nočancev je pljunakov blod i ne boji se ran. Iz tisočerih korenin poganjanja šaran. Resnico ljubimo in čaj, novo dobilo čas. Slovenija, moj dom brez mej, jer nosim te seboj. Rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Slovenija, moj dom brez mej, jer nosim te seboj. Jer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Mal sem zamudil zahvale, bom pa še jaz. Se lahko sedete, brez skrbi. Se bi rad v osebnem imenu
zahvalil prav vsem, ki ste sodelovali pri izvedbi te naše predstave. Otrokom, starejšim ste videli, niso imeli zelo dolgih vlog, ampak so prihajali na vaje in so se res trudili, da bodo res lepo predstavili to našo igro. Rad se bi vsem tehničnemu osebju res prav posebno zahvalil, da so nam tudi omogočili tole sceno, luči, zvok in vse tisto, kar potrebujemo za take predstave. Posebno se bi pa rad še zahvalil osebi, ki je res mi bila vedno v oporu in pomoč in brez katere tudi nocoj ne bi imeli Pike tukaj na odru, in to je moji ženi Lučki. Nič več ljudem. Sedaj pa vas vabimo, da ostanete v prijetni družbi od dobri pijači in jedači v prosti zabavi. Prav lepa hvala za vašo prisotnost in nasvidenje prihodnje.